Spoštovani, od leta 1992 dalje potekata v Sloveniji privatizacija in komercializacija zdravstva. Pospešeno v obdobju te vlade, ki si intenzivno prizadeva zmanjšati javna sredstva za zdravstvo. Samo v prvih 3 letih te vlade so se javna zdravstvena sredstva zmanjšala skoraj za 0,5% bruto družbenega proizvoda. Finančna bremena zdravljenja se z javnih sredstev prenaša na zasebna sredstva prebivalcev. Odgovornost za zdravje se z države prenaša na prebivalstvo. Za skoraj vsako zdravstveno storitev je treba doplačati. Zmanjšuje se pravice prebivalcev iz javnih sredstev. Veliko ljudi je začasno ali trajno izločenih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Visoka doplačila za zdravstvene storitve so prehudo breme za socialno ogrožene in za manj premožne. Prej solidarni zdravstveni sistem se je spremenil v nesolidarnega. Finančna sredstva in programe zdravstvenih domov in bolnišnic se pospešeno podeljuje zasebnikom. S tem se razgrajuje javne zdravstvene domove in bolnišnice. Prej neprofitno zdravstvo se spreminja v profitno. V škodo javnega se mešata javno in zasebno. Premalo racionalna raba kadrov in sredstev ter privatizacija in komercializacija prispevajo k dražjemu, manj kakovostnemu in manj učinkovitemu zdravstvu. Predolge čakalne dobe ogrožajo zdravje ljudi. O kakovosti in hitrosti zdravstvene obravnave v javnem zdravstvu odloča debelina denarnice, zveze in vpliv posameznika. Kdor plača, lahko preskoči čakalno vrsto v javnem zdravstvu. Zdravstvena politika je občutljiva predvsem za interese ozkih lobijev, ignorira pa upravičene zdravstvene potrebe prebivalstva. Ignorira tudi strokovno in laično javnost. Ni vzpostavila standardov regulacije in nadzora v zdravstvu, s katerima bi se zavarovalo javni interes ter preprečilo klientelizem in korupcijo. Zato se znaten delež zdravstvenega denarja porablja neracionalno, za dobičke zasebnikov, za visoke obratovalne stroške zasebnih zavarovalnic, za visoke marže in podobno, ne pa za zdravljenje prebivalstva. Socialni demokrati nismo dolžni lobijem, zato bomo izvedli reformo zdravstva, ki bo v korist zdravja ljudi. Odpravili bomo škodljive posledice privatizacije in komercializacije zdravstva. Imamo znanje, imamo tudi kadre, da bomo lahko obrnili sedanje negativne trende v zdravstvu. Poskrbeli bomo, da bo enako kakovostno in dostopno zdravstveno varstvo zagotovljeno vsakomur. Obnovili bomo evropske vrednote v zdravstvu, univerzalnost, enakost in solidarnost. Socialno ogroženim ne bo treba doplačevati za zdravljenje. Izboljšali bomo dostopnost, kakovost in učinkovitost zdravstva. Poskrbeli bomo za ustrezno regulacijo, standarde in nadzor. Razmejili bomo javno od zasebnega izvajanja zdravstvene dejavnosti in zagotovili preglednost porabe sredstev. Izboljšali bomo upravljanje v zdravstvenih zavodih. Zdravstvene storitve, ki so pomembne za zdravje ljudi, ne bodo več tržno blago. Povečali bomo javna sredstva za zdravstvo za toliko, da bomo izpolnili cilj o boljši dostopnosti in kakovosti. S programi in sredstvi okrepljeni zdravstveni domovi bodo temeljni nosilci javnega zdravstva. Koncesije bomo podeljevali le, če bo za to obstajal javni interes. Skupaj s strokovno javnostjo in s civilno družbo bomo Socialni demokrati vzpostavili bolj etično, bolj pravično in bolj kakovostno zdravstvo, ki bo znalo učinkovito odgovoriti na izzive prihodnosti. Socialni demokrati smo pripravljeni prevzeti odgovornost za spremembe.